Spoštovani obiskovalci, dragi ljubitelji kulture, prisrčno pozdravljeni na medobčinski proslavi Zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj ob slovenskem kulturnem prazniku. Mnogo misli bo danes namenjenih kulturi in mnogo besed o kulturi bo danes izrečenih. Naj bo nocojšnji večer naš praznik, praznik kulture. Med nami pozdravljam podžupana občine Kungota, gospoda Rudija Matjašiča. Župana občine Pesnica, gospoda magistra Gregorja Žmaka. Župana občine gostiteljice, gospoda magistra Štefana Žvaba in podžupanjo gospo Lidijo Šarič. Pozdravljam pa tudi ostale predstavnike družbenega in družabnega življenja. Seveda pa poseben pozdrav velja letošnjim prejemnikom priznanj, pa tudi vsem dosedanjim dobitnikom priznanj Zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj. Prosim podžupanjo občine gostiteljice, gospo Lidijo Šarič, da nam nameni nekaj pozdravnih besed. Spoštovane in spoštovani. Ko sem dobila povabilo, da na letošnji medobčinski slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku Zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj delim z vami nekaj misli o kulturi, sem pričela razmišljati, kaj vse bi lahko in kaj vse bi rada povedala o kulturi. V današnjih časih se mi namreč zdi prastaro, skoraj naftalinsko, da govorimo, da je kultura samo gledališče, knjižnica, muzej ali galerija, obisk koncerta ali kina. Zdi se mi, da je kultura nekaj več kot samo obisk kulturnih ustanov. Je naš celoten način bivanja, naš način življenja. Kultura je zatorej veliko več kot zgolj umetnost. Je naš odnos, ki ga imamo do umetnosti, pa ne le do nje, temveč tudi do soljudi. Do teh, s katerimi se delimo ta planet, in do teh, ki so živeli pred nami in nas zapustili to, čemur danes pravimo materialna in duhovna dediščina. Če ne znamo ceniti soljudi, če ne premoremo temeljnega sočutja, ki nam omogoča, da pomagamo ljudem okrog nas, potem o kulturi ne vemo prav veliko. Kultura je način komuniciranja s svetom, samim seboj. Kultura se začne z odnosom do samega sebe, do tega, kako se obnašamo do drugih in kaj vase vlagamo. Ne finančno, ampak kaj vlagamo vase, da rastemo kot ljudje. Kot ljudje, ki niso sami na svetu, ampak živimo v skupnosti in da smo na tem planetu skupaj. In tukaj se danes zatika. Kultura je zanimanje za sočloveka, je radovednost, je spoštovanje do drugega, do tega, kar ima ta človek povedati in to, da spoštujemo drugo mnenje in dejstvo, da smo drugačni, da smo lahko drugačni, da smo radovedni, da ohranjamo otroško veselje v sebi, da se učimo drug od drugega in naj zveni še tako klišejsko, ampak učimo se prav vsak dan. Kultura je torej del vsakega od nas. Kultura je, kako pozdravimo, kako vozimo, kako jemo, pijemo, kako razmišljamo, govorimo, pišemo, kako živimo, kako se oblačimo, kako ne zamujamo, ne krademo, ne goljufamo. Kultura je, kako nikomur ne želimo nič slabega, kako celo sosedu privoščimo nov avto. Kultura je poziv k strpnosti, tolerantnosti, obnašanju na socialnih omrežjih. Ja, vse to je kultura, to je pravi pogled na Prešerna, to je pravo razumevanje kulture. Med drugim sem omenila tudi kulturo oblačenja. Kot ne gremo v gledališče v kolesarski opravi, tako ne gremo na pohod v večerni obleki, temveč se oblečemo dogodku primerno. Kako pa se je v svojih časih nosil dr. France Prešeren, vam zaupam v nadaljevanju. Ko se je dr. France Prešeren leta 1828 vrnil z Dunaja v Ljubljano kot pravnik, je bil za današnje pojmovanje še mlad fant. S seboj ni prinesel skoraj nič drugega kot novo obleko in zlato žepno uro.
Obleko in uro mu je plačal moravski grof Tupski. Prešeren je bil namreč domači učitelj pri njem. Da bi si znali lažje predstavljati, kakšen je izgledal Prešeren, si zamislimo Goldensteinov portret, najbolj znan Prešernov portret iz leta 1850. Leto po Prešernovi smrti ga je naslikal avstrijski slikar, in sicer po spominu in po opisovanju Prešernovih sodobnikov. Obraz, ki je gladko obrit, pa je precej resničen. Prešeren se je, podobno kot večina moških v njegovem času, bril vsak drugi dan. Prav tako so precej resnični Prešernovi dolgi temni lasje. Ti na sliki sicer pokrivajo ušesa, vendar jih po besedah njegovih sodobnikov v resnici niso zakrivali, ker si jih je česal za ušesa. Pravili so tudi, da je naokrog hodil razmršen, ker se mu ni ljubilo česati. Skoraj vsi moški v Prešernovi dobi so imeli kratke lase, redki so z dolgimi lasmi kazali svoje freigeisterstvo, to je svojega svobodnega duha. O Prešernu so govorili, da obleka zanj ni pomembna, vendar to ni čisto res. Vsaj takrat, ko se je 28-leten vrnil v Ljubljano, je precej pazil na svojo zunanjost. Tako je na primer svojega delodajalca Krobata prosil za nasvete, kako naj se oblači, da bo stanu primerno, za vsak nasvet mu je bil iz srca hvaležen. Prešeren je večkrat pravil, da je imel težave s krojačem. Nekoč je potožil tako. Prej, dokler sem bil še suh, mi je krojač govoril, da je za tako vitkega gospoda težko delati. S 30 leti sem se začel rediti in s svojim 40 letom sem mu bil že predebel. Tako da mi zdaj pravi, da je tako korpulentnemu gospodu zelo težko napraviti prilagajajočo se obleko. Prešernova sestra Lenka pa je povedala, doktor je bil mlad zelo tanek, proti 40 letom je precej obilen, zdaj pa je že zelo debel. V Prešernovih časih je prevladovala biedermajerska moda. Plemiči in meščani so nosili dolge hlače, telovnike in dolge suknjiče ali frake. Vsakdanje obute so bili polškornji, le na plesnih in drugih svečanih prireditvah so nosili nizke čevlje. Najvažnejše pokrivalo je bil cilinder. Ta je še posebej povišal v 40 letih. Prešeren ni bil posebno velik po današnjih merilih. Če je res, da je meril 5 čevlje in palcev 5, kot je trdil v svojem verzu, to pomeni, da je bil visok le 171 centimetrov. Seveda pa se je višino precej potegnil, kadar si je dal na glavo cilinder, kakršen je bil v modi tiste čase. Moški so pod telovnikom nosili srajco, okrog vratu so si zavezali kravato. Okrasni gumbi so bili na moških srajcah redki, pač pa so bile igle za kravato pogosto okrašene z dragim kamnom, ta pa je bil dopolnjen z drobnimi biseri ali diamanti. Verižica za žepno uro je bila zlata ali spletena iz las. Prešernova zlata žepna ura ni imela verižice. Pesnik se je v njej takole odrezal. Svoboden mož ne nosi drugih verig, kakor ljubezenskih. Na rokah so poleg poročnega prstana nosili pečatnega, največkrat na kazalcu. Biedermajerska moda je poznala tudi špancirštok, sprehalno palico, ta je namreč kazala, da njen lastnik ni fizični delavec. Ljudje, ki so fizično delali, je namreč niso nosili. Znano je, da je Prešern nosil palico vedno, ko se je sprehajal. Prešern je v 30 letih 19. stoletja rad hodil v gledališče in na druge javne prireditve, zato se je oblačil po modi. Kasneje pa je tudi zaradi življenjskih preizkušenj njegovo zanimanje za lepo oblačenje splahnelo. Pisatelj Janez Trdina, ki je Prešerna spoznal leta 1844, nato pa ga je še večkrat srečal, je o njegovi obleki napisal. Na sebi je imel dolg frak, na glavi pa strašno velik cilinder. Po zimi si je čez frak ogornil star plašč iz debelega ruskega sukna, narejen za večnost. Kljub vsemu so imeli ljudje na kmetih Prešerna za gospodsko oblečenega, torej za škricarja. Ko sta s prijateljem Matijo Kastelcem okrog leta 1840 prišla v Moravče, so zanjo dejali, da sta gospodsko oblečena Ljubljančana.
Spoštovani dobitniki priznanj zveze za leto 2024. Ob kulturnem prazniku vam želim, da s pomočjo kulture še naprej spoznavate sami sebe, svoje potenciale in svoje omejitve, da bi jih presegli in tako dosegli del lepote, ki je to življenje ponuja. Iskrene čestitke. Iskrene čestitke ob kulturnem prazniku tudi vsem vam, ki vem, da cenite Prešernove poezije, si kdaj vzamete čas in si preberete katero izmed mojstrovin, ki so pravi slovenski narodni ponos, predan strani velikega človeka, intelektualca, predstavnika romantike in ne nazadnje tudi največjega slovenskega pesnika vseh časov. Z ljubeznijo do Prešerna danes izkazujemo ljubezen do domovine, jezika in tudi do slovenskega naroda. Naj živi kulturni praznik. Dober večer, lepo pozdravljeni, spoštovani gospodje, cenjene gospe. A sem dobro zaplesal? Ja, sem. Pesmico ste prepoznali? Pa seveda, Pika Nogavička. Pika Nogavičko pa naravnost obožujem. In prav letos je 80 let, odkar je išla Pippi Langstrumpf, Pika Nogavička, tam daleč na Švedskem. In Astrid Lindgren so skoraj da ovadili na urad za mladino, ker je ustvarila književno junakinjo, ki je izstopala iz večine in ki je v vseh svojih vragolijah ohranila čisto srce. Aja, kaj vi sploh veste, kdo sem jaz? Jaz sem zgodbožerček. Zgodbožerčki smo nastali pred enimi 10 leti v pisarni Zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj. Bilo je eno popoldne. Zagotovo je bilo popoldne, morda celo večer. Ker saj veste, ljubiteljska kultura se dela popoldne, pa zvečer. In zgodbožerčki smo nastali z enim čisto preprostim namenom, da bi že pri najmanjših, najmlajših vrtčevskih otrocih spodbujali kulturno-umetniško ustvarjanje v najširšem možnem smislu, da bi že pri njih vzbudili iskrico domišljije, ki je netivo za kreativnost, ki je tako pomembna v naših življenjih in ki je tako pomembna v kulturi in umetnosti. Kaj pa kultura in umetnost sploh sta?
Spoštovani, v tisočerih obrazih nas kultura in umetnost obdajata od jutra do večera, od rojstva do zadnjega dne. In v izjemni meri določata identiteto posameznika, regije in naroda. Modre glave že stoletja razpravljajo o slogih, strujah in obdobjih v umetnosti. Kritiki prelivajo črnilo v svojih ocenah in v proračunih se preštevajo procenti. In nekje ob robu smo tudi ljubiteljski kulturniki. Tisti, ki v lokalnem okolju združujemo in omogočamo, da bi prav vsak, od malčka do starostnika, imel možnost umetniškega ustvarjanja in poustvarjanja. Predvsem pa druženja, tkanja pristnih medčloveških odnosov ter možnost ohranjanja in razvijanja vrednot, ki bi naj kulturnikom bile skupne. Sodelovanje, sprejemanje, odprtost in strmenje k razvoju in kvaliteti. Sodelovanje v KUD-u je proces. Ustvarjalci morajo prehoditi pot od ideje do realizacije svojega dela. Le to pa je pot discipline, vztrajnosti, potrpežljivosti in hkrati odprtosti do nečesa novega. Vsa društva v zvezi v svojih okoljih trdoživo gojijo proces kulturno-umetniškega osveščanja v sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi zavodi ter drugimi društvi in organizacijami. Vse bolj pa je potrebno vzgajati tudi publiko, ki se je privadila ležernosti instantnih digitalnih vsebin. Ob listanju almanahov in zbornikov društev pa nam postane jasno, da ljubiteljsko kulturo držijo gor in vlečejo naprej družine. Družine, v katerih je bil vložen trud v vaje cenjen, v katerih se je ploskalo nastopajočim, tudi če je bil kaki ton mimo, katere so dovolile, da se jih je umetnost s svojo kompleksnostjo dotaknila. Ob mnogih obrazih umetniških izrazov so ljubiteljski kulturniki v naših društvih tisti, ki pa najbolje poznajo svojo publiko in lastna hotenja in sposobnosti. Leta izkušenj, strokovnih razgovorov, samoiniciativnost ter včasih kanček drznosti jim dajajo kredibilnost v presoji, kako oblikovati repertoar in ohranjati ter graditi kulturni utrip. Zagotovo pa to ni niti malo lahko. Spoštovani kulturniki, ob našem prazniku vam želim, da v norem tempu današnjega časa ne bi podplat koža čez in čez postala. Temveč bi se kdaj pa kdaj preprosto prepustili zvenu in ritmu ter vznemirjenju ljubiteljskega umetniškega ustvarjanja. Bodite in ostanite Prešerni. Hvala podžupani gospe Lidiji Šarič za pozdravne besede in predsednici Zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj Franji Senčič za svoje razmišljanje o poslanstvu kulture. Uvod v praznik je pripadal našim današnjim domačinom, pihalnemu orkestru občine Šentilj Paloma. Pozdravili so nas zunaj, himno so odigrali na balkonu, sedaj pa lahko z aplavzom pozdravimo prav posebno zasedbo, ki je nastala leta 2018 in je sestavljena iz trobil in tolkal. Sestavljajo 7 članov, za enega, ki danes sedi med dobitniki priznanj, pa so danes morali najti zamenjavo. Braz zasedba pihalnega orkestra občine Šentilj Paloma je za danes pripravila 4 skladbe. Sedaj bomo slišali Murtztaler marš in K prijatelju, kasneje pa še Vesela polka in Sončni pozdrav.
Smo tukaj, da zaslužnim kulturnikom podelimo priznanja za njihovo požrtvovalno delo v ljubiteljski kulturi. Na oder vabim gospoda župana, magistra Štefana Žvaba, da predsednici zveze pomaga podeliti priznanja zveze za enkraten dosežek. Priznanje Zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj za enkratni dosežek v letu 2024 za sodelovanje in dosežke na državni ravni v organizaciji Javnega sklada za kulturne dejavnosti prejme gospod Leopold Methans. Leopold Methans se je uvrstil na 9. državno tematsko razstavo z naslovom Polnost praznine s kiparskim delom, varjeno železo, nadel mu je ime Poseg oziroma Poseg. Gospod Leopold Methans se je izmed 470 prijavljenih del po večstopenjski selekciji po kriterijih, kot so usklajenost s temo, likovna kvaliteta, izvirnost in homogenost celote, uvrstil med najožji izbor 48 izbranih del in znova dokazal, da spada med najboljše ljubiteljske umetnike v Sloveniji. Iskrene čestitke, gospod Leopold Methans.
Sledi podelitev priznanja Vztrajni mladi ustvarjalec, s katerim želi zveza nagraditi mlade oblikovalce kulturnega utripa ter jih hkrati spodbuditi za naprej. Priznanje Zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj Vztrajni mladi ustvarjalec za leto 2024 prejme Tadej Lončarič. Tadej Lončarič izhaja iz družin Lončarič in Kocbek, kjer so starši in stari starši bili pomembni ustvarjalci kulturnega utripa v Jakobskem dolu. Zato ni nenavadno, da je Tadej že kot majhen deček v osnovni šoli sodeloval na proslavah in pel pri pevskem zboru. Veselju do petja se je pridružilo še navdušenje nad igranjem kitare. Tako je Tadej vrsto let obiskoval zasebne učne ure in izpopolnjeval svoje znanje. Ob koncu osnovne šole se je pod mentorstvom dedka Rajka že preizkušal kot oblikovalec zvoka na šolskih prireditvah. V tistem obdobju pa je tudi postal zvesti član kulturno-umetniškega društva Jakob. Zagreti najstniki so pogumno stopili na oder in osnovali mladinsko gledališko skupino. Tadej pa je v njej poskrbel za zabavne interpretacije živalskih likov v otroških predstavah ali sooblikoval dramsko predstavo kot instrumentalist in pevec za živo glasbeno spremljavo. Preizkusil pa se je tudi kot povezovalec programov in recitator. Pod okriljem Kulturno-umetniškega društva Jakob je sodeloval še v skupini kurentov Slovenskih Goric in kot kurent nekaj let z njimi obiskoval šole, vrtce in podjetja v bližnji in širši okolici. Ves čas pa je ostal zvest kitari in pesmi. Na kulturnih dogodkih v domačem kraju ter na priložnostnih družabnih dogodkih drugje nastopal v duetu z Janjo Kraner ali samostojno. Strokovno znanje oblikovanja zvoka pa je v srednji šoli in predvsem s prakso izpopolnil in danes skrbi, da so najštevilčnejše prireditve in dogodki na prostem v Jakobskem dolu kakovostno ozvočeni. Tadej Lončarič je v Kulturno-umetniškem društvu Jakob tisti fant, ki je utirjal pot novi generaciji. Deček, ki je svojo energijo motiviral mentorje in ki je odrasel v zanesljivega in suverenega ustvarjalca, ki s svojim znanjem, s talentom in sposobnostmi, če se le da, najde čas in priskoči na pomoč domačemu društvu, drugim kulturnim skupinam ali pristopi k organizaciji dogodkov Zveze kulturnih društev in javnega sklada. Iskrene čestitke, Tadej Lončarič. Na nastop je pripravljen predlanski dobitnik priznanja Vztrajni mladi ustvarjalec, Žan Pečenik. Žan je član pihalnega orkestra občine Šentilj Paloma, njegov prvi učitelj pa je bil Janez Kopše. Sedaj Žan zaključuje magistrski študij na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. Na sladko zvenečem evfoniju nam bo zaigral Telemanovo fantazijo številka 1.
Nekateri ljudje v letih odraščanja najdejo sebe v ustvarjalnem izražanju, kultura kot vrednota postane del njih in oni postanejo del kulturnega življenja, kraja in časa. Priznanje Zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj z značko za leto 2024 prejme gospa Tina Kren Mihajlović. Tina Kren Mihajlović že od malih nog aktivno sooblikuje bogato kulturno dogajanje v Svečini, predvsem pa je prepoznavna po svojem dolgoletnem, neutrudnem gledališkem ustvarjanju. Njeni igralski začetki segajo že v daljno leto 1992, ko je v prvem razredu pod mentorstvom Mare Radmilović zaigrala v predstavi Poslednja vojna njenega veličanstva. Od takrat naprej je oder njena ljubezen in dejansko je na njem odrasla, tako kot igralka in kot kulturnica v najširšem pomenu besede. Leta 2016 je Tina Kren Mihajlović prejela priznanje Zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnice in Šentilj vztrajni mladi ustvarjalec. Po tem letu pa je postala še mentorica otroške gledališke skupine Sončece. Uspešno je režirala otroški predstavi Gledališče od A do Ž in predstavo Potepuh, s katero je gostovala na mnogih odrih občin Kungote, Pesnice in Šentilja. Ob delu z mladimi kot mentorica in režiserka v mlajši mladinski dramski skupini pa je Tina Kren Mihajlović še aktivna članica odrasle gledališke skupine Kulturno-umetniškega društva Jože Stupnik Svečina.
Od leta 2015 je igrala in še igra v 3 predstavah. Sumljiva oseba, Življenje je vrtiljak in v aktualni predstavi Alfonza za predsednika. Svojo igro dokazuje, da je oder pisan na kožo. To pa potrjuje tudi izjemen obisk njihovih predstav ter uvrstitev odrasle gledališke skupine s predstavo Alfonza za predsednika na državno raven. Tina Kren Mihajlović pa je tudi članica izvršnega odbora Kulturno-umetniškega društva Jože Stupnik Svečina ter nepogrešljiva pri organizaciji vseh dogodkov v kraju, ki so povezani s kulturo, pri čemer izkazuje veliko mero samoiniciativnosti. S svojim posvečanjem ljubiteljski kulturni dejavnosti Tina Kren Mihajlović nadaljuje družinsko tradicijo. V le-to pa vodi tudi svojo mlado družino, saj so že tudi njene 4 hčere del pestrega kulturnega utripa Svečine. Iskrene čestitke, gospa Tina Kren Mihajlović. Priznanje Zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj z značko za leto 2024 prejme gospod Franc Kerenc. Franc Kerenc je sicer po izobrazbi magister poslovnih ved, a po duši predan glasbenik in kulturnik. Kot predsednik sekcije kungoške pleh muzike se je izkazal z organizacijskimi sposobnostmi in glasbenim talentom ter tako pomembno prispeval k uspehom in prepoznavnosti skupine. Kot izjemen glasbenik je s svojim znanjem in glasbenimi sposobnostmi prispeval k ustvarjanju številnih skladb, besedil in aranžmajev, ki bogatijo repertoar kungoške pleh muzike. Le-to ter njegova angažiranost v različnih kulturnih projektih, ki segajo tudi izven meja, pa pomembno doprinese tudi k promociji občine Kungota, regije in Slovenije. Franc Kerenc je odličen organizator vaj, nastopov in priprav za kungoško pleh muziko, kar je pa bistvenega pomena za uspešno delovanje skupine. Poleg tega pa je v sekciji prevzel še vlogo notnega arhivarja. Njegova skrb za notni arhiv skupine zagotavlja ohranjanje glasbene dediščine ter vpogled v delovanje zasedbe. S svojo zavzetostjo se Franc Kerenc ves čas prizadeva za ohranjanje in razvoj kulture, s svojim dolgoletnim delom pa izkazuje izjemno pripadnost glasbi, godbenikom in kraju. Iskrene čestitke, gospod Franc Kerenc. Priznanje Zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj z značko za leto 2024 prejme gospod Janko Pestiček. Janko Pestiček izhaja iz glasbene družine Pestiček, ki že desetletja organizacijsko in z glasbenim udejstvovanjem sooblikuje prepoznavnost pihalnega orkestra občine Šentilj Paloma. Janko Pestiček se je v pihalni orkester včlanil leta 1973 kot samouk na trobenti. Veselje do glasbe pa je želel podkrepiti tudi z znanjem glasbene teorije. Tako se je pridružil ljubiteljski šoli dirigenta Viktorja Lovca. Svoje znanje pa je nadgrajeval še naprej. V orkestru igra še danes in mu je tako neprekinjeno zvest že 53 let. Za plodovita leta delovanja na glasbenem področju je prejel srebrno galusovo značko ter spominsko priznanje Zveze kulturnih društev. Janko Pestiček je vesten in pedanten godbenik ter med prvimi, ko je potrebno pripraviti sceno ali kako drugače pomagati.
V glasbenih zasedbah s tako številnim sestavom, kot je pihalni orkester, so pri izvedbi nastopov zelo pomembni tudi pripomočki in oprema. Leta 1994 je pihalni orkester občine Šentilj Paloma dobil 34 kovinskih praktikablov različnih višin, ki jih je izdelal prav Janko Pestiček in ki so bili nepogrešljivi na številnih prireditvah, predvsem božično-novoletnih koncertih vse do leta 2022. Občasno pa godbenikom pridejo prav še danes. Janku Pestičku pihalna godba ne pomeni le preživljanje prostega časa, temveč pomemben del krajevne kulturne zgodovine, sedanjosti in prihodnosti, ki jo tudi sam pomaga graditi. Iskrene čestitke, gospod Janko Pestiček. Priznanje Zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj z značko za leto 2024 prejme gospod Max Weingerl. Glasba ga je spremljala od zgodnjih otroških let. Po vzoru njegovega dedka se je začel učiti trobento in pri 8 letih že sodeloval pri godbi Paloma Ceršak. Obiskoval je glasbeno šolo Toneta Neuwirtha v Ceršaku ter igral v mladinski in članski zasedbi. Leta 1987 se je pridružil mali pihalni godbi Neuwirthovi Štajerci iz Pesnice. Nekaj časa je igral prvo trobento, nato pa prešel na tenor in pozavno. Kot zavzetemu glasbeniku mu je bila pred 18 leti zaupana vloga umetniške vodje oziroma kapelnika, katero je prevzel od svojega glasbenega vodje in vzornika Toneta Neuwirtha. Ni občinske prireditve in ni krajevnih praznovanj v občini Pesnica, ki se jih godba ne bi z veseljem udeležila. Tudi park koncerti v Mariborskem parku so zdaj že stalnica. S svojim delom, pripadnostjo glasbi ter prijateljstvom s svojimi muzikanti je Max Weingerl vzor mlajšim generacijam. Godba trdno drži v svojih vrstah starejšo generacijo in svoje vrste uspešno pomlajuje. Z ženo Darinko, ki že vse njegovo glasbeno obdobje igra z njim, sta za igranje na inštrument navdušila tudi obe hčeri, ki se mali pihalni godbi Neuwirthovi Štajerci še vedno radi pridružita. Njegov trud, vztrajnost in entuziazem je pripomogel, da se je ime Neuwirthovih glasbenih skupin tudi po več kot 100 letih ohranja. Iskrene čestitke, gospod Max Weingerl.
Peščica ljudi v kulturni dejavnosti s svojo zagnanostjo, z idejami, s karizmo, s trudom in požrtvovalnostjo pusti neizbrisen pečat, postavi temelje in je vzor in zgled. Ti so dobitniki zlate plakete zveze. Zlato plaketo Zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj za življenjsko delo prejme gospod Janez Kopše. Pisalo se je leto 1991. Bil je petek, 27. december in v Sladkem Vrhu se je odvil humanitarni koncert, na katerem je pihalnemu orkestru Paloma prvič dirigiral član Opere Maribor Janez Kopše. Z njim se je začelo novo obdobje glasbene tradicije na Ceršaku, ki je pod njegovo taktirko trajalo vse do leta 2023. A Janez s predajo dirigentske palice ni prenehal sodelovati z orkestrom, še naprej sodeluje kot godbenik. V svojem bogatem opusu delovanja v pihalnem orkestru občine Šentilj je najprej uvedel redne božično-novoletne koncerte, ki so postali tradicija in nepogrešljiv del novoletnih in pozneje še božičnih praznovanj v občini Šentilj. Postopoma je pod njegovim vodstvom orkester prešel na sodobnejši, novejši repertoar. Svoj čas pa je namenil še poučevanju novincev. Pod njegovo taktirko se je orkester redno udeleževal vsakoletnih revij, kjer se je potrjevala kakovostna raven izvedenih del. Leta 1999 je bistveno pripomogel, da se je v Šentilju končno ustanovil dislociran oddelek nižje glasbene šole Maribor. Stalna kvalitetna rast orkestra je omogočila članom pihalnega orkestra občine Šentilj Paloma udeležbo na tekmovanjih doma in v tujini. Na tekmovanju za pokal Vinka Štructa v Ormožu je orkester pod vodstvom Janeza Kopšeta osvojil kar 3 zlate plakete, 1 zlato plaketo s pohvalo in enkrat najvišje priznanje, zlato plaketo s pokalom kot najboljši v svoji kategoriji. Na tekmovanjih Zveze slovenskih godb je orkester osvojil 4 zlata odličja, 1 srebrno in 1 bronasto odličje. Na mednarodnem tekmovanju v Avstriji, v Lebnu, se je dirigent z orkestrom veselil zlatega odličja, na tekmovanju v Vidmu pa bronastega. Seveda se v času med tekmovanji ni počivalo. Leta 2017 je bila posneta prva zgoščenka s 13 skladbami in ob 90. jubileju orkestra še poseben ključek s 16 skladbami vseh sekcij orkestra. Njegovih 32 let neprekinjenega dirigiranja, poučevanja in vsestranske pomoči v glasbeni dejavnosti na Ceršaku se je odražalo v povprečno 30 do 40 nastopih letno. Naj omenimo vsakoletne koncerte v Mariborskem parku, prvomajska srečanja na meji v Šentilju, srečanja z drugimi orkestri in še in še. Visoka strokovnost dirigenta in dobra zasedenost orkestra sta bila glavna poroka, da je pihalni orkester občine Šentilj Paloma danes prepoznaven tako na državnem kot mednarodnem merilu in ni bojazni za njegov obstoj oziroma za nadaljevanje dolgoletne glasbene tradicije. Pregled dosežkov zgovorno priča o izjemni angažiranosti, odrekanju in nadurnem delu Janeza Kopšeta. Toda ni vse le strokovno vodenje orkestra. Orkester je potrebno držati skupaj, ga razumeti, spodbujati, pomagati pri organizacijskih delih in še marsikaj. Janez Kopše je svojo vlogo v celoti opravil z odliko. Zaupal je v orkester in godbeniki so zaupali vanj.
Iskrene čestitke, gospod Janez Kopše. Hvala lepa vsem. Še govorite? Danes je bilo že o kulturi povedano toliko lepega. Moje predhodne govornice so res opisale ta kulturni praznik, tako kot se reče. Dovolite mi, dobitniki nagrad, da se v našem imenu zahvalim. Hvala lepa. Slavnostni dogodek smo pripeljali do konca. Še enkrat iskrene čestitke vsem nagrajencem in hvala vsem nastopajočim. V avli dvorane se ustavite, saj je čas za čestitke nagrajencem in tople stiske rok, da spregovorimo kakšno besedo in skupaj nazdravimo dobrim ljudem, lepim mislim in predvsem, da nazdravimo kulturi. Župan občine Šentilj, gospod Štefan Žvab in zaposleni na občini Šentilj so poskrbeli za organizacijo pogostitve, na katero ste povabljeni prav vsi. Preden pa se vsi skupaj dobimo na druženju v avli, pa vabim nagrajence, župane ter podžupane na fotografiranje in vas zato prosim, da se zberete tukaj na odru. Skozi program sem vas peljala Janja Kraner, želim vam prijeten preostanek dneva, večera in lepo doživeti jutrišnji praznik. Srečno in naj vam kultura še naprej bogati življenje.